Jaz sem imela občutek, da imam borbo pod kontrolo in v bistvu polk je bil konc, sem bila s takim občutkom praznim. Jaz bi ti en tvoj zapis prebral iz Instagrama, če ti lahko. Olimpijske igre, sanje vsakega športnika. Cilj in želja je bila medalja. Po končanem nastopu pa šok, praznina, nemoč, sram, jeza, razočaranje. Močno sva začela. Kaja Kajzer. Nisem imela več neke ful želje trenirati, nisem prihajala na treninge z veseljem, ker sem se jaz vsak trening spraševala, zakaj to delam. Če bi srečala 16-letno Kajo zdaj, kaj bi ji sporočila? Ne rinem z glavo skozi neki na silo, ampak da ja, uživam v poti, ne rabim nikamor hiteti. Bi rekla, da je to odraz zrelosti. Kar se zgodi v življenju, se mi zdi, da pač že tako mora biti in te oblikuje v tazga, kar si zdaj. Ja. Malo provokativno, ampak a misliš, da si že dosegla svoj pik? Preden greš gledati epizodo, bi te rad povabil na naš največji dogodek do zdaj. 26. septembra se mi bojo v Križankah pridružili Sanela Banović, Doris Kukovičič, Nina Grilc in Martin Golob, s katerimi se bomo dotaknili ene zelo pomembne tematike za vse nas. Svojo vstopnico lahko kupiš na povezavi spodaj v opisu, kjer najdeš tudi vse ostale informacije o dogodku. Zdaj pa uživi v pogledu in upam, da se 26.9. vidimo v Križankah. A si bolj živčna zdajle pred podcastom ali pred tekmo na olimpijskih igrah? Mešano, mislim, to je čist druga živčnost zdaj. Tega nisem navajena. Vse tekme, judo, to se navadiš počas. Valjda je skozi živčnost prisotna, kar je tudi dobro, kar to pomeni pač, da ti ni vsem. Ampak, ja, sem mogla malo sprostiti. Ful hvala, da si prišla. Pač spoštujem to, ker vem, čez kaj si šla. Pač sva se tudi malo pogovarjali, da o džimu takrat. In ja, hvala, da mi toliko zaupaš, da si prišla k meni. Hvala za povabilo. Ja. Mogoče takrat, ko si me prvič v džimu povabil, ne vem, prehiter mi je bilo vse skupaj. Tudi sem šla na podcast od Urše, ampak ne vem, se mi zdi, da takrat je bilo še vse ful prehiter in nisem določenih stvari še predelala. Preden greva na te stvari, a sem jaz prav slišal, da si ti poročiš v kratkem? Ja, ful hiter. Kdaj bo ta podcast vam prišel? Ta podcast... Zaradi tega, da vem, določene stvari lahko izdam, ali ne? Kaj, ta teden že? Ne, mislim naslednji. Naslednjo nedeljo že zunaj. Ok, pol jih ne bom smela izdati. Lahko ti pol povem po podcastu. No prav. Ampak ja, je to res? Ja, je res. No, hudo. Zaročena si pa koliko cajta? Zaročila sva se 2024 konc leta, ko sva bila na križarjenju. Se pravi, 2024 leta mešanih občutkov. Ja, ups and downs. Je bilo kar, ja, pestro, ampak sej skozi pestro, mora se nekaj dogajati. Sej jaz bi ti en tvoj zapis prebral iz Instagrama, če ti lahko. Ok. Da tam začneva, ker se mi zdi nekaj tazga, kar je nek milestone v tvojem, verjetno ne samo karieri, ampak tudi lifeu. Okay. Pa bi tam štartil, ker me kar nekaj stvari zanima. Okay. Mislim, da vem kjer. Seveda veš kjer. Olimpijske igre, sanje vsakega športnika. Na njih sem nastopila drugič. Cilj in želja je bila medalja. Po končanem nastopu pa šok, praznina, nemoč, sram, jeza, razočaranje. Neizpolnjene, podrte sanje. Ampak, zelo sem ponosna nase. Zakaj? Le sama dobro vem, čez kaj vse sem šla. Kaj me trese. Koliko preizkušen ovir me je čakalo na poti. Kolikokrat sem skoraj vrgla puško v koruzo. In marsikdo bi jo. Tudi jaz bi jo, če ne bi imela ob sebi tako močne podpore. Velikokrat sem se spraševala, zakaj. Zakaj ravno jaz? Tega si ne zaslužim. Usoda včasih zbira čudne poti, ki jih ne moremo razumeti. Prepričana pa sem, da bo moje trdo delo, disciplina, odrekanje, žrtvovanje enkrat nekje poplačano. Neizmerno sem hvaležna za vso vašo podporo, vsako lepo besedo, željo, čestitko. Ponosna sem, da zastopam barve Slovenije. Močno sva začela. Ja, ta zapis je v bistvu nastal po pauzi. Po olimpijskih sem se jaz hotela malo umakniti iz vsega in sem tudi se in mi je ful pasal. Zdaj nekateri so to mojo objavo na Instagramu, da se umikam,
očitno narobe razumeli, ker so mi klicali različni mediji, če bi jaz spregovorila o tem, če bi se pojavljala tukaj pa drugje. In sem lavuno, pač ne, jaz sem to objavila zato, da se umaknem, ker nisem hotela jaz zbujati pozornosti na ta način, nisem hotela, da se govori pač o meni na tak način. In ja, sem hotela pač čisto se in umakniti iz Instagrama in iz vsega. Tako da sem šla na morje, tam sem tudi pač socialna omrežja čisto pri miru pustila. Tudi z judom se nisem ukvarjala, po mojem, do novega leta. Začela sem sicer trenirati v fitnessu, po mojem, po 1 mesecu, po olimpijskih igrah, ker to sem hotela si telo nabildati nazaj, ker do 57 sem jaz res konstantno toliko zbijala, jaz sem bila shirana, jaz si vizualno nisem bila všeč. In to sem imela motivacijo, ok, bom hodila zdaj v fitness, bom ojačala mišice, bom ojačala noge, rit, si naredila neko postavo, pa tudi da dam ven iz sebe, da se gibam, da skrbim za svojo, zase. Tako da v fitnessu sem dosti hitro začela, ampak ker jaz nisem imela nekih ciljev za naprej, nisem vedela, kam bo šla pot, ali bom nadaljevala z judom ali ne, ker dejansko pred olimpijskimi igrami sem jaz imela pomisleke, ok, to so moje zadnje olimpijske igre, jaz bom končala po teh olimpijskih igrah, ker mi je bilo vsega preveč, od zbijanja do poškodb, pač poškodbe so bile posledice zbijanja. In se mi je vse nasičilo in niti nisem imela več neke ful želje trenirati, nisem prihajala na treninge z veseljem. Ampak ja, po olimpijskih igrah, ko sem začela nazaj v fitnessu trenirati, kakor sem rekla, rada sem trenirala zase, ampak ful je težko iti čez sebe, če nimaš ti nekega konkretnega cilja. Ja, se lahko jaz dvigujem uteži, pa počasno napredujem, ampak v profesionalnem športu moraš iti čez sebe. Na vsakem treningu probati res maksimalno in da dviguješ uteži maksimalno in da recimo na airbajku pač greš čez sebe in to mi je bilo pač blazno težko, ker sem se jaz vsak trening spraševala, zakaj to delam, pač za koga? Ok, zase ja treniram, ampak za koga bi šla jaz preko sebe? In to mi je bilo res, res težko. In v bistvu ta objava je nastala po premisleku. Dobila sem se, itak sem se jaz po tej pauzi sem se dobila s trenerjem, s tem, ki je bil z mano na olimpijskih igrah. Sva se iskreno pogovorila, razpucala stvari, imava super odnos. Tako, pa sem šla pa v bistvu še z enim trenerjem na pijačo, ki pa ni bila toliko dobra pijača, kakor sem si jaz, mislim, toliko dober pogovor, kakor sem si jaz predstavljala. Ampak sem se počutila, da je malo name kot neko krivdo, da se moram jaz zdaj upravičiti drugim, za to, kar sem rekla, čeprav jaz nisem imela občutka, da bi se jaz rabila komurkoli za moje besede v intervjuju po olimpijskih igrah upravičiti, razen trenerju, ker je te besede narobe si interpretiral in ga je prizadel to. In midva sva to s trenerjem razpucala, ampak pač sem dobila takrat občutek na pijači, ok, zakaj bi se jaz rabila drugim upravičiti? Jaz se ne rabim drugim upravičiti za nič, meni je vsem, kaj si po eni strani ljudje mislijo, po drugi strani pa se mi zdi, da se nisem po olimpijskih igrah zadosti zahvalila tistim, ki so pa me dejansko podpirali. Bravo. Ker jaz sem ful videla komentarje negativne takrat, to so mi tako tuf butali ven, ampak toliko, kar je bilo pa enih pozitivnih komentarjev in toliko, kar je bilo ljudi, ki me je v tej poti spremljali do samih olimpijskih iger, ki je bilo milijon enih padcev, ki se je začel od ene tekme samo podirati dol. Pa sem dobila občutek, da se nisem dovolj zahvalila. In zato sem v bistvu Instagram, ko sem se vrnila nazaj, sem izkoristila v bistvu za zahvalo vsem. No. In kot to, da mi je, kljub temu, da sem izgubila v čast nastopati za Slovenijo, dala sem maksimum od sebe, pač škoda za situacijo tako, kakor je bila, da nisem videla skora, ker vse je v meni pustilo tako
neko praznino, da kljub temu, da sem jaz dala vse za samo pripravo do tam, da v sami borbi pač nisem potem do konca dala maksimum. Ker če bi se jaz fajtala na polno in bi me una porazila, ok, to je to, pač dala si maksimum od sebe in to je to. Jaz sem imela pa občutek, da imam borbo pod kontrolo, da se bo nadaljevala v golden score in v bistvu polk je bilo konc, sem bila s takim občutkom praznim, pač ok, kaj se dogaja, to je to. Tako, se mi zdi, da nisem mogla dati od sebe, kar sem si želela. Tudi v bistvu to me je takrat najbolj ubijalo. A bi rekla, da je bila to tudi pol podlaga za tvojo reakcijo? Ker si dejansko bila v tem občutku, joj, ka bi vsaj lahko šla nazaj, ne? Ker točno vem, da bi drugače reagirala in bi imela še zmeraj zmago, pač kleja, ne? Pa tega ni bilo. Ja, sej do konca je bilo, ne vem, takrat minuto pa pol se mi zdi, to je bilo že 2 leti nazaj, ne spomnim se točno, ampak v borbi moraš ti tudi malo taktizirati. In ker sem jaz toliko kil zbijala prej, jaz sem bila energijsko že dosti na minimumu in sem rabila taktično speljati borbo. Zdaj nasprotnica je imela 2 kazni in mogla bi dobiti še 3. Sem imela občutek, ok, borbo imam pod kontrolo, naredila bom še par vstopov in nasprotnica bo dobila 3. kazen za neaktivnost. Tako sem pa jaz v bistvu med tem, ko sem enkrat vstopila, me je nasprotnica kontrirala, torej da sem jaz padla očitno na bok, ampak jaz tega takrat nisem zaznala, kot da sem padla, pogledala sem sodnico, ona je očitno skor dala že prej, jaz pa nisem pogledala na ekranček. In če bi jaz videla, da je takrat skor na ekranu, jaz bi šla all in, pač probala bi 1 minuto pa pol maksimum dati od sebe. Sej lahko bi na koncu še vedno izgubila, ja, ampak pač vseeno prazen občutek, no. In kaj je bilo na koncu tazga, kar si rekla, da je toliko zbudil ljudi, da so začeli te komentarje pisati? Jaz sem rekla, da bi si takrat od trenerja v taki situaciji želela, da bi drugače odreagiral. Da bi mi dal vedeti, da nekaj se pač zgubljaš, če bi videl. Sej, jaz ne vem, a je trener skonto, da jaz ne vidim, ali tudi oni bi prvič v tej situaciji. Sej mogoče pa zmrznil. Pač zanj je bil to prvi nastop na olimpijskih igrah. A veš, jaz sem začela zgubljati, šok je bil. Valjda je pričakoval od mene, da bom naredila rezultate, da bom zmagala, pač več borb in ja, pač naredil se, kar se je naredil. Sicer je tudi on po karakterju malo bolj miren. Tako da ja, ampak ti imaš izjavo takoj po samem nastopu. Ja. Jaz sem pač rekla tisto, kar sem čutila takrat. Čustva so bila pa verjetno pač samo joj, ne. Tok sem imela vse kle in zdaj nimam in zdaj vi mene sprašujete, kako se počutim in jaz pač bi najraje sam šla dama. Pač jaz sem bila v šoku, jaz sem par minut prihajala k sebi, so me spraševali, jaz sem bila sam tih, jaz nisem imela kaj da povedati. Pol sem planila v jok in pač sem samo, ne vem, bleknila sem tisto, kar sem imela takrat v glavi in sam upala, da čimprej me spuste, da grem jaz v sobo, pač nekam na samo. In pol misliš, da si prišla na samo, pol pa Instagram odpreš, oziroma karkoli. Ja, v bistvu ti tam se ne moreš umakniti nikamor. Ja, sej sem lahko šla na samem prizorišču v eno garderobo, pa sem bila tam bolj nad samem, ampak ti si obkrožen športniki ves čas, v sami vasi, konstantno, tudi v sobi nisi sam in pač nimaš ti enega placa, kamor se lahko zatečeš tako. In to je bilo takrat tako najtežje. Kaj pa so ti ljudje pisali, da te je najbolj šokirali? A veš, sem to že kar malo pozabila. Vse nočem drezati, če nočeš tja, ampak čistko me zanima. Eno se spomnim, da če ne vem, nekaj v smislu, da sem nesposobna, da če ne vidim, da zgubljam, naj spakiram kovčke, pa grem dam. Ne vem točno kaj, ker nisem si hotela to dejansko biti v glavo in si takih besed zapomniti. Ja, no super, sej ne bom drezal. Sam prebral sem, je bila izjava nek zapis, ne tvoja, ampak da lih zato športni psihologi doskrat svetujejo športnikom, da niti ne berejo komentarjev, berete. In da je tudi tvoj primer zraven, ravno zaradi takih stvari, ker te dejansko lahko pač v trenutkih, ki si ti že itak čustveno pač roller coaster, da te to lahko pripelje do tega, da pač rečeš, fuck off, za koga se jaz klematram. Mislim, sej taki komentarji me nasplošno ne prizadanejo. Če bi jaz to prebrala zdaj, ker sem super, to bi šlo noter pa ven. Sam takrat, ko si ti občutljiv, ko si že tako na tleh, te pa taki komentarji prizadanejo. In pa po eni strani sem hvaležna za to izkušnjo,
ker mi je toliko dala, da recimo zdaj, če dobim kakšne take komentarje, pa se lahko samo nasmejem. In določeni ljudje so res pokvarjeni in te želijo najslabše. Ker jaz ne vem, pač nekdo ima nekaj proti meni, ampak oh my god, pač ne vem, kva se dogaja, ampak že enkrat, ko je bila afera z nekim drugim trenerjem, sem imela občutek, da se je hotel to malo na judo klub Bežigrad malo ta pozornost preobrniti in je nekdo na vse medije poslal, ne vem kakšne zgodbe ležijo meni, da bi se objavil članek. In hvala Bogu, kakor so mediji, ki lahko poknejo gor članek, karkoli se jim zdi, tudi če je res ali pa ni res, hvala Bogu je en medij kontaktiral mene za moj odziv in pač sem mu povedala svoje in hvala Bogu niso takrat nobenega članka naredili. Ampak recimo isto zdaj, pa to se ponavadi dogaja, dobivam kakšne take stvari med večjimi dogodki. Zdaj sva recimo z Rokom odprla uradno fizioterapijo v BTC-ju in en dan potem, ko sva odprla, je Rok dobival ne vem kakšne SMS-e na svoj telefon pač o meni in pač hvala Bogu, da ima midva z Rokom tako zaupanje in tako trdno vezo, da te stvari ne vplivajo ne name, ne na njega. Tako da pač ljudje so lahko toliko pokvarjeni, ampak nimaš kaj. Pa se mi zdi, da tega ne moreš spremeniti, kako drugi delujejo, ampak kako ti vzameš take stvari, kako na te vplivajo, kako ti reagiraš. Pač ti drugega ne boš mogel spremeniti. Mislim, se že zavedanje, da ljudje, ki to pišejo, to sam lasten gnoj ven mečejo na nek način, pa upajo, da jih bo nekdo slišal pa reagiral na to, iščejo pozornost v bistvu. Vse to, če greš malo globi v to filozofijo, to, kar je za temi dejansko hate komentarji, pa zakaj je ta potreba pri ljudeh, da to delajo skoraj anonimno, je lih to, ker toliko trpijo noter in morajo na nek način to dati ven, neko jezo, neko lej klesam, dajte me že opaziti, ker jih pač starši niso. Sej se mi smilijo, res, ampak to pomaga. Najlažje je, če take samo ignoriraš in jim ne daš tega nazaj, da jih opaziš. Kaj pa, ki si rekla zdaj, da če bi zdaj dobila recimo take komentarje, ne bi reagirala? Kaj je bilo nekaj tazga v tem obdobju, ko si v bistvu bi lahko rekla se zdravila ali pa okrevala? Kaj je bilo nekaj, kar si se naučila? Nekaj, kar si vse sprejela, neko prepričanje, ki ti je pomagalo pri stabilnosti ali pa da bi rekla, da je zdaj to dobra izkušnja za nazaj, ki jo pogledaš. Kaj ti je dala? Mislim, vse, kar se zgodi v življenju, se mi zdi, da pač že tako mora biti in te oblikuje v tazga, kakor si zdaj. Ampak kaj mi je tako spremenilo, na kaj sem jaz delala? Jaz itak hodim k športnemu psihologu. Zdaj enkrat, dvakrat na mesec, takrat, ko čutim, takrat, ko rabim. In se mi že ta pogovor, isto takrat v vasi, jaz sem imela Zoom sestanke s psihologinjo in v bistvu to, da vidiš mogoče iz druge perspektive, pa da vidiš ti ne negativno plat, ampak pozitivno plat, ki jo veliko več. Pač jaz sama dobro vem, česa sem sposobna, kaj sem naredila na tej poti. In že to, da ti prijaš na olimpijske igre, se tam pojaviš, pač je res dosežek. In tako, noben ne ve, kaj se dejansko tebi dogaja v glavi in čez kaj greš. In se mi zdi, da sem začela biti bolj pozorna na to, pa na se, pa na te stvari, ki so mi dejansko pomembne, sem se nehala z drugimi ukvarjati. Zdaj, če pogledava tvoje dosežke, od leta 2018 naprej sem jih najdel, največ kot takih. Med njimi tudi konstantno biti v vrhu svetovne judo scene. Ni nekaj, kar lahko zlahka jemljemo, sploh glede na to, da gledamo Slovenijo kot neko deželo 2 milijona nas je, pa take športnike produciramo in ti si ena izmed njih. Verjamem, da včasih je to malo tako lahko tudi breme ali nekaj? Ali ne jemlješ tega več tako? Pa v bistvu ne jemljem tega kot breme. Zdaj, jaz, ko sem začela z judom, jaz sem bila ful hitro uspešna. Jaz 3 leta nisem bila sploh poražena. Do mlajših kadetov sem jaz na vsake tekmi dobila medaljo. In v bistvu pač očitno imam nek
potencial, sem nadarjena za ta šport. Ta šport mi je všeč, uživam v njemu. Ampak lik zaradi tega, ker sem jaz tako hitro dosegala neke rezultate, so mene porinili v starejšo skupino. In sem trenirala s starejšimi. In namesto, da bi se jaz mogoče toliko fokusirala na samo tehniko, sem jaz začela ful tekmovati. In sem tudi hitro začela sicer dosegati rezultate, ampak recimo pri 17 letih imam prvo Grand Prix medaljo pri članih. In to sem bila še, ne vem, še kadetinja takrat. In pač se mi zdi, da zaradi tega sem jaz tudi začela dosti hitro tudi zbijati kile. Zbijala sem jih že do 52 kilogramov, sem tudi, ne vem, padala skupaj. Res ni bilo zdravo. In potem so se meni začele zaradi pretreniranosti, zaradi toliko število tekem, zaradi zbijanja kilogramov so se mi začele poškodbe, ena za drugo. In v bistvu imam po eni strani, da se jaz rehabilitiram že nekako celo svojo kariero, da imam milijone enih poškodb, ne vem, ali sem nagnjena temu toliko, ali pač toliko zaradi zbijanja kilogramov. Ampak, ko sem bila mlajša, nisem toliko poslušala svojega telesa, ampak sem hotela, ko malo rata boljš poškodba, že tako na naslednjo tekmo, kljub temu, da v bistvu stare poškodbe sploh nisem dobro rehabilitirala, niti nisem šla 100% v proces treninga, ampak sem sila naprej. In se mi zdi, da bi marsikaj spremenila v svoji karieri, da bi bilo še boljš, da vedno, ko sem napredujem, ko se mi zdi, da sem v top vrhu, pač vedno se takrat nekaj zgodi, vedno se takrat nekaj poškodujem in pol padam ful stopnička nazaj. In potem se jaz trudim, rehabilitiram, delam, da spet prijem do tizga, mogoče malo čez in pa se spet poškodujem. In to je tak začaran krog, ki ne vem, zakaj se dogaja, ampak tako. Pač se mi zdi, da imam ful več potencijala, kot ga dejansko kažem. Pa ti nekaj ovira, da bi ga lahko dosegla, ali kaj? Ja, ne vem. Ja, a si ti prvič zlomila pred olimpijskimi? Ja, jaz sem prvič zlomila, ne me za besedo vzeti, ampak 3 mesece pred olimpijskimi igrami. Pač jaz sem tisto leto dobila evropsko medaljo. Zdaj, 2021 sem jaz prvič dobila evropsko medaljo in jaz sem se na evropskem prvenstvu poškodovala. In v bistvu moja prva tekma so bile olimpijske igre po 2021. In pač glede na to, da sem takrat dosegla 5. mesto in kakšne so bile naše priprave, ko v bistvu sploh niso bile priprave same na olimpijske igre, vsaj meni se ni zdelo. Meni je bilo takrat easy trenirati, nič ni bilo kaj večjih sprememb, ampak sem bila takrat mentalno toliko močna, fokusirana, jaz hočem dobiti medaljo, da enostavno je šlo samo borbo po borbo. In zdaj 2024, ko sem jaz isto dobila medaljo na evropskem prvenstvu in sem se potem, ne vem, 2 tekmi kasneje poškodovala spet, sem bila ne, da se isto ponavlja kot od 2021. Spet evropske medalje in pol poškodba do olimpijskih iger. In v bistvu, ko sem se jaz poškodovala ta prst na tekmi, pač je tako stran bil in jaz sem bila pač šita, ne. Ok, sodnik je prekinil borbo, jaz sem šla dol k zdravniku in ona mi je sam posprejala z unim hladilnim sprejom. Jaz daj mi ga nazaj, jaz hočem iti boriti, ne. In ona sem gledala in sem si ga sama parila in dala nazaj. In pa sem si ga povila, ampak problem je, ker meni je klej utrgal ves in to, pač skupaj s kostjo. In se še zdaj vidi. In v bistvu, tako, ko sem je šla v borbo, ko sem ga pokršila, je meni spet šel ven. In sem borbo predala in v bistvu pol je začela moja glava delati, ok, koliko je to huda poškodba, kaj se bo zgodila, ne? Olimpijske igre se bližajo, jaz sem levičarka, jaz pa ne moram z levo roko pareti. In potem je bilo na začetku pozitivno, kao, da to bo hitro šlo, pol če dale več v bistvu, ko sem imela pri zdravniku, če dale slabše je bilo. Jaz sem mogla z opornico trenirati, tako, da nisem mogla pač skrčati prsta. In sem mogla ful prilagojeno trenirati. In že to je mentalno vplivalo name, ker nisem bila 100%. Nisem se mogla 100% pripraviti na same olimpijske igre. In potem mesec pred olimpijskimi igrami sem pa šla zdravniku in on je rekel, ja, da v bistvu, kaj jaz bi mogla takrat opornico pustiti. In je rekel, da pač to ni zaceljeno in da moram jaz
ali z upornico na tekmo, ali pa pač razkiram, da si vmes ta prst še bolj poškodovala, da na koncu ga ne bom mogla niti stegnati. Zdaj recimo ga stegnem, ampak lahko bi pa tako ostal. Zdaj, glede na to, da jaz se ukvarjam s fizioterapijo, študiram, kako naj jaz delam terapijo, kako naj jaz masiram, če imam tak prst in je bilo tako, me pač mentalno res težko. In kaj ti je pomagalo sprejeti odločitev, kaj boš naredila? Ja, v bistvu sem ga jaz čim bolj pazila do samih olimpijskih iger, tako da pač nisem obremenjevala svoje leve roke. Na samih olimpijskih igrah sem pa rekla, nimaš kaj, tukaj sem z razlogom, vse ali nič. Nekako takrat tudi misliš na svoje zdravje. Nažalost, tudi zbijanje definitivno ne pripomore k tvojemu zdravju. In sem dala opornico dol in se šla boriti. Vse med samo tekmo, ko dela ta adrenalin, ti poškodb ne čutiš. Ampak je bilo vse v redu, nisi nič bolj poškodovala prsta, kot je bil prej? Mislim, na srečo, na žalost, sem prvo borbo vam padla. Mogoče se je pa zato zgodilo. Mogoče te pa gore in čuva, pa reče, ne boš imela ti live fizioterapeutka, boš vrhunska in da bomo čuvali svoj prst. Se pravim, da se vse zgodi z razlogom. Bravo, ja, bravo. Tole, ki si omenila, se pravi zbijanje kila, ne hujšanje. A si ti na 2024 že v 63 tekmovala, po 63 ali po 57? 57. Še kar 57. Ja, v bistvu do 2021 olimpijskih sem jaz kar z lahkoto držala to kilažo, do 57. Potem sem se pa, ker nisem imela pauze, sem se jaz na eni tekmi poškodovala, sem si v bistvu strgala sprednji spodnji labrum in sem mogla na operacijo. In sem bila tako en let out, pa še olimpijske so se premaknile, pač 2020 so se premaknile na 2021 in v bistvu sem imela jaz samo 2 leti za pripravo na nove olimpijske igre, torej za 2024. In jaz sem v tem času ful pridobila na kilaži, ker nisem tako normalno trenirala, nabildala sem mišice v sami rehabilitaciji in jaz sem hotela iti gor, kile sem imela za gor, ampak ker se 2 leti začne zbirati točke za olimpijske igre, plus Andreja je bila v tej kategoriji že, ker je bila 100%, da bo šla na olimpijske igre. Sem v bistvu jaz sprejela to odločitev, da bom ostala do 57, zaradi tega, da sploh lahko grem na olimpijske igre. Zdaj 57 kil, koliko je bila tvoja kilaža, če ne bi zbijala? Optimalna, ja. Jaz sem imela takrat normalno 63-64, s tem, da sem jaz bila konstantno v nekem energijskem deficitu, torej, da nisem jedla normalnih porcij, da sem jedla res zdravo, pa maščobe sem imela na minimum. Bolj kaj ne sam beljakovine, ne? Ne, se sem tudi oglikove hidrate, ampak res pač malo. Ja, ok. Kaj pa ta proces, če mi zdaj enega izmed vseh procesov zbijanja vzameš ven, ki ti je mogoče ostal najbolj v spominu, da je bilo najtežji, najbolj naporno, kjer ga bi zbrala, pa če me lahko peleš čez njega, kako je to izgledalo, pa kaj se ti je dogajalo? Ja, lahko te v bistvu zadnjo zbijanje. To je bilo? Na olimpijskih igrah. Aha. Zdaj, jaz sem si prst poškodovala in spet v tem času nisem imela toliko treningov, kar bi jih mogla imeti. In sem v bistvu, ker je bilo kar nekaj časa brez tekem zame, sem je začela kreatin jemati. In zaradi tega sem išla tudi kile gor. Tudi malo sem v tem času nabildala in jaz sem imela 2 tedna pred olimpijskimi igrami 65 kil in se launo pač šit. In potem je tukaj še menstrualni cikel, ki ti na ga ne moreš vplivati. In jaz sem dobila menstruacijo na dan vage. Mi imamo vago dan pred tekmo, no jaz sem dobila direkt na dan vage. In do takrat meni kile grejo ponovadi za 2 kili gor, pač telo zadržuje vodo. In jaz, kakor sem se takrat matrala shujšati oziroma zgubiti vodo, telo ni pustil, je zadržalo. In v bistvu takrat sem začela najprej prehrano, torej, da zmanjšaš oglikove hidrate na minimum, v bistvu, da jih ješ bolj kot ne neke lahke oglikove hidrate, te hitre pred samimi treningi, da imaš ti energijo za trening. Drugi del življenja oziroma dneva bolj kot ne životariš, tako da ležiš v posli in imaš energije pač za nič. In potem pač itak sladko, pijače, sladke, to je že prej, pač sploh ni bilo opcije. Potem pa so kle vlaknine,
ki v bistvu so fajn za tvojo prebavo in to, ampak za vago so pa to samo nepotrebni grami, kilogrami v tvojem želodcu in ti moraš to vendati. Tako da moraš 4 dni pred vago spustiti vse vlaknine, pač da ješ čim manj. Če prej spuščaš, ne moreš iti pol na WC. Tako da to moraš paziti. Samo so moraš za 3 dni, se mi zdi, ali 4 dni isto prej ven. Beljakovine moraš povečati, potem pa kar ostane, gre pa samo na vodo. Torej, da se ti oblačiš. Koliko pa vode spiješ lahko v dnevu? Odvisno, koliko kaže kilaža pač na tehnici. Ne vem, zadnji dan tudi noč, sam deci. Ali pa sam narediš požirk, tako da si malo osvežiš usta in pluneš ven. Na koncu gre že vse, ali pluva slino, probaš na WC hoditi, eni si strižejo lase, tako mučno je, mučno. Ja, in kaj pa sauna? A tudi to delaš? Kaj jaz včasih spremljam kempe od teh MMA fighterjev, pa vidim zdaj pač, če imajo recimo skoro umrl, kaj kemp se pripravlja na tega Stricklanda. Saune jaz pred tekmami nisem rada prakticirala, zaradi tega, ker imam občutek, da mi ratejo mišice take ful težke, mehke, ja, in potem za dan same tekme mi ni bilo okej. Sem raj, tako da sem se oblekla pa šla na tekača. Tako sem v bistvu najlažje takrat zgubila kile. Takrat pa, ker res ni šlo, sem šla pa pol v savno, ampak je težko, ker ne moreš niti dihati, ne, zaradi vročine. Kaj pa ti gre po glavi, ki si v najtežjem delu tega procesa? Ja, v bistvu to je borba zase. Ti, ki stopiš na vago in ti pokaže 57:00, ti si eno tekmo zmagal. Pol se lahko ti šele psihično začneš pripravljati na samo tekmo. Tako da ne vem, v tem času pa itak ti gre večinoma samo hrana pa pijača po glavi. Na začetku si ti lačen, pol pa ne rataš, pol sploh nisi več lačen, ampak si sam žejen. In ne moreš niti gledati, kako drugi pijajo, ne moreš, recimo, če gledaš kaj na televiziji, ti vidiš, ko on prenese pijačo na mizo, ali pa take stvari, ali pa če en vodo odpre, recimo v pipi, to je kar težko z druge gledati, kako jejo in pijajo, ti pa ne moreš. Kako pa poskrbiš, da ne rata nevarno? Ja, sej ne veš, kje je meja. Jaz, hvala Bogu, nisem nikoli izgubila menstruacije. Sej pa recimo poznal na sami količini, oziroma jaz zdaj, ko sem 63, jaz imam ful več krčev. In zdaj sem vprašala jaz nutricionistko takrat, zakaj, kaj fora. In je rekla, da je opcija tudi, da ima telo več hranila, da tudi to večjo oblogo naredi v maternici. In v bistvu potem rab tudi bolj stiskati, da vse to ven sprav. In ne vem, takrat sem imela tako 2-3 dni in to je bilo to. A zdaj pri 63 kilah se verjetno bolj počutiš? Ja. Sam kemp priprave vse? 100-krat rajš hodim na trening. Jaz uživam v življenju, tako delam še druge stvari zraven in je čist drugač. Kakor sem prej rekla, da po olimpijskih igrah sem jaz hotela končati s kariero. Ampak potem, ko sem pa menjala kategorijo, pa sem si v bistvu 1 let vzela čist na easy, to je bilo 2025 lani. Jaz sem 100-krat rajš trenirala, veliko enih drugih stvari še sem zraven delala in ko sem črto potegnila, sem imela tudi ful boljše rezultate, kot prejšnja leta. In tudi zdaj sem bila skoraj 1 leto brez ene poškodbe. Tako da se ful pozna. Pa zdaj si v Ljubljani zmagala, ne? 2026. A to je bilo letos? Ja, mislim, ja. Da nam kaj bluzno. Sem ja v Ljubljani. A se ne zapomniš tako? Veš kaj, meni so te tekme in priprave, jaz si niti ne zapomnim, ker mi ni pomembno, kje so. Če me vprašaš, ne vem, kje je bilo Evropsko prvenstvo letos, komi da sem spomnila. European Open, Ljubljana. Ja. Tle si zmagala. Ja. No, v Ljubljani sem jaz v bistvu, to je bila sploh prva tekma, ko sem jaz šla 2025 na prvo tekmo. In v bistvu Ljubljana je bila razlog, da sem jaz dobila sploh motivacijo nazaj judo trenirati. Ker jaz nisem mogla sploh iti blizu dvorane. Jaz sem recimo imela po olimpijskih igrah, ko sem imela sestanek tam s predsednikom,
Sam, da sem se približala Staničevi, ki tam treniramo, ne vem, jaz se nisem v redu počutila, meni je bilo slabo, tako nisem mogla blizu stopati dvorane, nisem mogla pomisliti na judo. Tako da sem kar nekaj časa rabila, da sem zbrala pogum in stopila v dvorano. In sem se odločala, a začnem s tehniko ali z borbami, kaj mi bo boljš. Ker imamo različne treninge, imamo mi bolj borbene treninge, imamo treninge za moč, imamo bolj tehnične treninge in sem rekla, ajde, bom jaz začela s tehniko, kaj bolj v easy, ni tako naporno, pa tudi nisem hotela, pa zaradi tekme, ker tam so borbe, mogoče mi bo tehnika tako boljš. In sem šla v dvorano takrat prvič in jaz sem se sam cel trening spraševala, kaj meni tega treba, zakaj sem jaz tukaj. Res mi ni bilo okej. In začela sem z enim treningom na teden, potem sem šla naslednji teden sem šla pa na borbe. Ta trening mi je bil že malo boljši, ker kljub temu, da nisem nekaj časa trenirala juda, ene par mesecev, sem jih še vedno metala in sem dobila ta tako neko veselje nazaj, ker pač je dober feeling, ko nekoga vržeš, ko ga premagaš. Tako da tisti trening mi je bil kar zabaven, tudi zaradi tega, ker nisem imela nobenega pritiska, sita sem bila in v bistvu sem prišla bolj ne uživati na ta trening. In tako sem jaz iz treninga v trening malo hodila. Potem sem se pa enkrat usedla s trenerjem dol, narediva zdaj plan. In jaz tako, ja ne vem, a bi jaz začela že s tekmami ali ne. In je rekel, lej, zdaj, to leto je prvič Ljubljana Open, ne vem, kaj je bilo to, februarja se mi zdi, ali konec januarja, a bi šla na to tekmo. In jaz tako, po eni strani, glede na to, da je v Sloveniji, da ne rabi nikamor z letalom, da je domača posla, domača hrana, domači gledalci, ja, bi šla. Po drugi strani, pa a bi jaz rešila nepripravljena na tekmo pred domače občinstvo, si v novi kategoriji prvič bruko delati. Pač da zgubim tam prvo borbo, rečem hvala lepa, to je to. Ne vem, in sem imela ful dilemo, kaj zdaj ja ali ne, a jaz začnem malo bolj počas treningi se uvajati, ali začnem zdaj, ker je tekma maksimalno, spet all in sem bila ful tako razcepljena in sem bila bom jaz vseeno bolj počas začela, ampak grem pa vse na tekmo. In mi je dal to nekako motivacijo, da sem jaz začela malo bolj pogosto trenirati, tudi v fitnessu, da sem lahko šla čez sebe in sem si res to tekmo vzela najbolj easy možen, povabila sem vse svoje kolege, ker drugače do takrat nisem hotela sploh, da prihajajo moji bližnji na tekme gledati, ker mi je nekako tako pressure dajal. Takrat sem pa rekla, jaz grem uživati na to tekmo. Prva tekma je v tej kategoriji in sem se dobro počutila. Ful nisem bila živčna in v bistvu sem zgubila v drugi borbi, pa še to je bila dosti izenačena. Ampak mi je toliko bilo vseeno, da mi bolj ne bi mogli biti, pa pol smo šli še na krofe. Ker je bilo v Črnučah in smo šli v Vršico na krofe. Tako da ja, to je bila prva tekma. Potem pa druga tekma je bila pa že ta Grand Prix v Avstriji, ki sem jo pa zmagala. To je bila moj prvi Grand Prix oziroma prva tekma mednarodna, tako pomembna v novi kategoriji. In jaz sem šla tudi na to tekmo tako ful sproščena. Ampak zanimivo, jaz hodim k maši. In mi v cerkvi na koncu maše imamo eno tako košarico in noter so zviti listki. In jaz po koncu maše vedno enega vzamem in jaz vzamem enega in piše gor nekaj v smislu, da kdor si upa prositi, ta bo tudi to dobil. Nekaj v tem smislu. In jaz ok, tekmo manj čez 1-2 tedna, grem jaz to res prositi. In prosim jaz za zlato medaljo. Hvala sem si mislila, ok, se mogoče malo pretiravam, ampak lej, zakaj pa ne? In na tej tekmi sem imela jaz težek žreb, ampak jaz sem bila toliko sproščena in sem šla iz borbe v borbo, s trenerjem sem se tako pogovarjala in tudi recimo v finalu sem imela jaz Japonko. In jaz Japonke do zdaj nisem v lifeu premagala. In sem se rekla, lej, zakaj pa ne? Pač,
vse je enkrat prvič. In sem tudi to Japonko zmagala sicer s kaznimi, valjda je bolj zmagati z meti, ampak zmagala sem. Jaz sem launo, wow, pač začetek, prva tekma v novi kategoriji, pomembna in sem zmagala. In to mi je dalo v bistvu pol tudi nekako motivacijo za naprej. In tisto leto sem pol imela kar dobre rezultate. Bi rekla, da je to odraz zrelosti, ki se vsem športnikom zgodi s tem, ko vztrajajo pri nečim dosti dolj časa. Mogoče to lahko drugače vprašam, ampak če bi zdaj gledala Kajo na začetku, se pravi, boriš se pod 57, tej prvi uspehi, strah, trema itd., kar malo na silo čez stvari, ali pa to mogoče zrelo Kajo po teh vseh izkušnjah, 2,25, 63 kategorija, kakšna je razlika med njima? Če jih ti zdaj kot objektivni opazovalec gledaš, kaj bi rekla, da je tisto ključno, kar je drugače? Mogoče to, da res do 57 sem jaz hotela iti z glavo skozi zid. Da sem na koncu, ki je v bistvu časa že zmanjkval, da sem hotela 101 stvar, ki bi jo jaz še izboljšala, pa meditacije, pa vizualizacija, pa ne vem, še ta fizioterapija, pa grem še to, ki je floating v vodi. Milijon enih stvari, ki sem jih najdla, neki na silo sem hotela, sam da bom jaz dosegla to. In se mi zdi, da je bilo tako ful, ni bilo pristno. In tudi jaz v samem tem procesu z zbijanjem nisem uživala v sami poti. In kakor pravijo, ja, moraš iti all in moraš biti nekako res posvečen temu športu, ker si profesionalni športnik, se mi zdi, da vseeno je bolj pomembna pot in da ti v tem uživaš, ker brez tega tudi pol, ko dobiš ti medaljo, ni toliko vredna. Se mi zdi, da vsi si postavljamo neke cilje in pol, ko ta cilj dosežemo, ok, super, fajn in gremo naprej. Včasih sploh ni časa, da bi ti proslavil to zmago. In se mi zdi, da sem si zdaj do 63 vzela ful bolj vse na easy, da uživam v samem procesu, uživam na treningih, poslušam svoje telo, ker recimo zdaj, ko sem si na Evropskem prvenstvu poškodovala ramo, prej bi recimo šla na te 4 tekme, ko so bile zdaj že za točke, oziroma 200 bile za točke za olimpijske igre, bi šla na silo, kljub temu, da rama še ni ok, oziroma takrat še ni bila ok. Jaz sem si pa rekla, ne, do olimpijskih iger sta še 2 leti. V tem času je milijon enih tekem in zakaj bi šla jaz zdaj neki na silo na to tekmo, nepripravljena, z glavo skozi zid, ker sploh ni nujno, da bom rezultat dosegla, ki bi šla spet neki na silo, bom si jaz vzela ta čas zase, bom jaz v tem času delala na drugih stvarih, bom diplomsko do konca spisala, bom uživala v poletju in se mi zdi, da s tem naredim ful več plusa. Tako, se mi zdi, da se bolj zrelo obnašam in do sebe in do samega športa. No. In se mi zdi, da me lahko to pripelje ful dlje, kakor bi me drugače. Ja, kar jaz vidim ful zdravega, kar delaš, je to, da ne gradiš identitete samo okrog kaj žeridoistka. Torej, da si ti, veš, da je tvoja lastna vrednost pogojena s tem, koliko si ti dobra v judu. Ampak mogoče zdaj, kokor te poslušam, vidiš, da je to neka pač vloga, ki si jo zbrala, ki jo delaš zato, ker verjameš, da je dobra zate, ampak nisi pa samo to ti, si tudi vseh teh zraven stvari, ki jih lahko našteješ, med drugim tudi partnerka, pa je čist legit, veš. Ja, samo vse ne klemeja, veš, vse si ti profesionalni športnik. Jaz recimo po olimpijskih igrah 2024 sem se hotela tudi malo zamotati s tem, da sem si toliko enih obveznosti dala. Recimo zašla sem delati izpit za trenerko, za sodnico, na prakso sem hodila, diplomsko sem začela pisati. V bistvu, ne vem, začela sem slikati. Ful enih stvari, ki takrat so me usrečovale, ampak potem bo te stvari treba dokončati. In ko sem je začela nazaj s treningi, so me začele te stvari obremenjevati, ker vseeno prioriteta tebi je, da v dnevu imaš ti največ energije za sam trening, druge stvari so tako za zraven. Ja, sej ti, da si 100% v eni stvari, je dober, ampak se mi zdi, da se moraš tudi ti znati malo mentalno odklopiti, pa delati stvari tudi druge, ki te veselijo, moraš pa vseeno to mejo ohranjati, ker nekaj je že prevečno. Res nočem imeti dobrih pogovorov.
Ampak 26. septembra v Križankah organiziramo en dogodek, za katerega želim, da zve čim večje število ljudi. Vse informacije o dogodku najdeš na naši spletni strani underdog.si ali pa v povezavi v opisu tega videa. Zdaj pa uživi od nadaljnjem ogledu epizode. Se vidimo. Ja, dost mlada si prišla že do velikih uspehov. Ne? Veliko ljudi to gleda kot zelo dober, ampak pač realno pri 16-17 ti si še otroka. Ne? In je plus pa minus tega, da ti to hitro rata, iz vidika tega, da si kar naenkrat že vrhunski. Pa če zdaj mogoče skozi tvoje oči pogledaš na to situacijo, bi rekla, da si bila pripravljena na vse to, ali bi si mogoče zdaj, če bi lahko zbirala, želela, da bi se to kasneje zgodilo, pa bi takrat še bolj bila nekako hobi hiteda. Da ne bi bilo tako resno, tako hitro. Veš, kaj mislim? Mislim, da bi bila v hobijih. Jaz sem druge stvari zraven delala. Saj sem hodila k klavirju, saj sem hodila k verouku, sem tudi druge športe probala, sem se normalno izobraževala zraven. Ampak mogoče ja, da ne bi imela toliko nasičenosti s tekmami, po drugi strani pa se ne veš, kam bi me pol pripeljala. Mogoče me pa glih te izkušnje, ker sem to hitro začela na teh večjih tekmovanjih tekmovati, ker v bistvu takrat jaz nisem imela pritiska, da rabim rezultat narediti na Grand Prix, Grand Slamih. Takrat je meni trener rekel, cilj je tebi zmagati eno borbo. In zaradi tega, ker že ena borba ti prenese neke točke. In ker sem jaz hodila na Olimpijske igre 2020, ker so se pol prestavile, sem jaz rabila začeti izkušnje nabirati in neke točke. In se mi zdi, da sem s tem tudi malo dozorela prej za take tekme, kakor bi drugače. In mogoče, če ne bi to hitro začela, tudi mogoče ne bi prišla na Olimpijske igre 2021. Čeprav po eni strani sej nisem imela neki ful konkurence v Sloveniji. Pa tudi trenutno je nimam toliko. Pač so tekmovalke mlajše, ki prihajajo, ampak bi si po eni strani želela, da bi imela več konkurence, ker te tudi to malo bolj puša naprej. Malo provokativno, ampak a misliš, da si že dosegla svoj pik? Ne. Jaz mislim, da lahko v tem športu še toliko stvari dosežem, pač da imam ful potenciala. Sam po drugi strani me pa toliko še enih stvari veseli v življenju in tudi družino bi imela valjda in nekako mi je, da bi jaz po Olimpijskih igrah 2028 zaključila s profesionalno kariero. In po eni strani vem, koliko lahko še dosežem v tem športu, koliko ima enega potenciala, če sem jaz cela, da mi je po eni strani škoda, po drugi strani pa, a bi jaz res najlepša leta in to, da bi si ustvarila družino, nekaj zamikala, če lahko, ne vem, ful sem tako v razkolu. Zaradi tega, ker si valjda želim družino in kasneje, ko imaš zdaj toliko neplodnosti, da je kar scary. In tudi rok bi imel rad otroke. In sva načeloma zmenjena, oziroma da po 2028, da si bova začela počasi ustvarjati družino, če bo vse po načrtih. Sam, ja, jaz ne vem, če sem psihično že toliko tam, da bom pa jaz končala kariero. Tako se mi zdi, da vse gre ful hitro, Olimpijske igre bo že čez 2 leti. Jaz sem komi predelala prve in zdaj že priprave na nove, tako Ja, lahko imaš vse, sam ne naenkrat, ne. Ja. Ja, mislim, sej, a veš, če se toliko sprašuješ o tem, kot se očitno, ne? Če imaš take ljudi okoli sebe, ki te spodbujajo o tem, da raziskuješ, se sprašuješ, kaj si želiš, da se mi zdi, da se ti pol pač pot nekako sama pokaže, pa sploh zdaj, ko si bolj povezana s svojim telesom, ne? Kot praviš, pa v svoji kilaži, da ne obremenjuješ preveč telesa nasploh, se mi zdi, da se tudi pol, sploh pri ženskah intuicija veliko bolj poveča. Ne? Nekako ti kar imaš neko notranjo modrost, neko vedenje, kaj je boljše zate, kaj je dobro zate. In jaz mislim, da ko bo prišel čas, ko se boš mogla odločiti, določene stvari boš ti vedela. Saj zato tudi nočem nekaj ful razmišljati o tem. Niti nočem toliko še v Olimpijskih igrah 2028 razmišljati, ker do takrat lahko še marsikaj zgodi. Ja, sigurno, ja. Doktor, a veš, gre nekako v tej smeri, da ti ne reagiraš iz nekih podzavestnih vzorcev, ki te peljejo v samodestrukcijo, kar je zelo pogosto pri športnikih, ne sploh pri teh, ki nekako imajo izjemne ambicije, izjemen potencial, pa jih vedno jim malo zmanjka. Ne? In na silo skozi to rinejo in sploh ne vidijo v bistvu, da je to pač sam vesolje, ki jim govori,
pač malo se omakana. In očitno si ti to videla in se ti je zgodilo. Tako da pač, no, jaz sem vesel za te. No. Se mi zdi, da tako, kakor te zdaj poslušam, pač veš, kam bi rada šla, veš, kaj delaš in ne bi riskirala vsega za to, da boš neko zlato kolajno v roko prijela. Ker se zavedaš, da tudi ko bi jo, pač, kaj pa zdaj? Ja. Pred kratkim sem videl en dober quote, pa je bil po moje 50 Cent. Okay. Ampak je bilo na tematiko ambicije. En fant mu nekaj razlaga, mislim, da je neki intro video spot, mu fant nekaj razlaga, kao, zakaj vse, kar dosežem, ker sem se gnal za to, ker sem vse hotel dati za to, ker enkrat to dosežem, zakaj moja prva misel, kaj je naslednja večja stvar, ki jo bom dosegel. In ga 50 pogleda in mu reče, ja, to bolezen imaš. In ga on pogleda, kjer je, rekel ambicijo. Bolezen ambicije imaš. In da je to tisto, kar te bo vedno pelal naprej, vedno boš boljši, teda, ampak še zmeraj je bolezen. In če se jo želiš pozdraviti, moraš zamenjati smisel. Zakaj to počneš? In ti si prej omenila pot. In ker pot postane smisel, pol ta bolezen zgine, ker ni dejansko pogojeno to, kar delaš s tem, kar boš dosegel, ampak s tem, kar dejansko delaš. Pa se mi zdi, da ne sam športniki, ampak vsi, tudi v biznisu. In vsi si postavljajo neke cilje in vsi upajo, ko mi čakam, da bo to, ko mi čakam, da bo to. Kaj pa, ko bo star 80 let, ko mi čakam, da umrem, pač. Dej uživi v poti, uživi v samem procesu. Se mi zdi, da je to veliko bolj vreden, kada si ti daješ neke nazive in to sem dosegel. Ne vem, se mi zdi, da je ful boljš, da ti uživaš v procesu, da se obdaš z ljudmi, kateri res pomenijo in da si ti, da si pristan ti, da se ne oziraš toliko, kaj mogoče okolica želijo od tebe ali pa kakšni so, kaj pričakujejo, kako se smernice mogoče, kakšni so trendi, ampak da v bistvu greš res po neki svoji poti, da si pristan ti, no. Če imel to smisel. Ja, seveda. Ne, super. Če bi srečala 16-letno Kajo zdaj, pa bi lahko tako eno stvar povedala, pa zgineš spet v prihodnost. Kaj bi izporočila? 16 let, čakaj, kaj se takrat kaj dogaja? Ja, pri tebi verjetno to, da si začela ratovati res huda v nekem športu in se je začela risati ta pot profesionalne športnice. Ja, se mi zdi, da takrat sem res in da sem res uživala v lifeu, da se mi res dogajali in v športu in v osebnem življenju, da smo ga ful žurali. Ne vem, takrat se mi zdi, da je bilo res tak, dobro obdobje. Tako da, kaj bi takrat svetovala? Pa ti zber obdobje? Lahko je kasneje, lahko je prej. Kaj misliš, da bi ti koristilo to, kar bi si povedala? Mogoče po olimpijskih 2021. Da ne rabim nikamor hiteti, ne s tekmami, ker to je bil pol tudi razlog, da sem se poškodovala, da ne rabim na silo siliti na naslednje olimpijske igre, ker mogoče, saj ne vem, bi bilo pa boljše, da bi že takrat menjala kategorijo, pa bi v tem času res dobra ratalo do 63 in bi zdaj 2028 lahko toliko več pokazala. Tako da mogoče to, ja, da ne rinem z glavo skozi neki nasilo, ampak da ja, uživam v poti in da se bo že vse zgodilo tako, kot se mora. Je to tudi nekaj tazga, kar bi nasplošno rekla, da velja za kjerkoli športnika, športnico, skozi tvoj filter, skozi tvoj pogled na svet? Ja, mogoče, ja. Kaj pa misliš, da bi ljudem pomagali, da bi manj z glavo skozi zid rinili? Preden jim pomagajo poškodbe, pa stres, pa obdobja, ki se morajo ugasniti, pa priti nazaj. A bi sploh lahko jim kaj pomagali? Kaj ti misliš? Ja, mogoče, da res bolj poslušajo sebe pa svoje telo. Da... Kaj pa te pomaga, da ga slišiš? Pa se mi zdi, da drugače športniki, ki se že tako s telesom ful ukvarjamo, da slišimo svoje telo. Sam
moramo mu prisluhniti. Da jaz, recimo, ko v fitnessu delam za določeno mišico, jaz jo čutim. Jaz čutim vsako spremembo v telesu. Da jaz moram biti povezana s svojim telesom. Sej tudi, jaz imam ful dobro vizualizacijo, ker se tudi pred tekmami si predstavljam, kako sem na blazini, kako se fajtam in se mi zdi, da čutim svoje telo, sam znati ga moraš poslušati, pa ga tudi upoštevati. No. Ker včasih imaš ta šesti čut, ampak pol mogoče poslušaš trenerja, ki ti valjda želi čim boljše, ampak pol poslušaš mami, poslušaš partnerja, namesto da bi sebe poslušal. Sam rabiš te prvo ratati dovolj samozavesten, da sebi zaupaš, ne? To pa je. Tako, veš. Vse smo tudi naučeni to, da so nas vedno učili neki zunanji dejavniki. Učitelj, film, knjiga itd. Vedno z nekje zunaj je prišel do nas, ne? Nismo pa nikoli nekako delali do let, ko smo se sami za to odločili, da bi iskali odgovore vse pa, ne? Ampak v bistvu tisti so pravi in tisti štejejo, ne? Ja. Če gledaš zdaj kariero za nazaj, za naprej, pa probaš nekako potegniti ven en moment, ki ga mogoče zdaj nisva omenila še, pa bi bil dober moment, kjer bi lahko še kakšno lekcijo, ki ste jo ta moment naučil, pustila tukaj v večnosti na YouTubeu. Ali bi bil še kakšen tak moment? Lekcijo iz športa. Športa, življenja, karkoli. Ne rabva biti samo v športu, ampak tako neki tazga, ki ti je dal neko spoznanje, ki zdaj s tabo ostaja, ki te je nekaj naučil mogoče. Nekaj, kar ti je kdo rekel, kar si naredila. Zdajle, kar mi pada na pamet, je mogoče to, da moramo stvari dokončati do konca, da si ne puščamo več teskov naenkrat odprtih. Zato, ker itak telo nas bo konstantno spominjalo, da nekaj dokončamo in mogoče, da te pač stvari zapremo, oziroma recimo, kar jaz zdaj, kad diplomsko delam, da že enkrat napišem to diplomsko, da se neham sploh obremenjevati s tem, ker psihologinja mi je dobro rekla, recimo, ta let je tako, res se veliko dogaja, od diplomske do tega, da sva pač svojo fizioterapijo odprla, do rok, menjava službe, do poroke. In je tako ful enih stvari na kupu. In saj so pozitivne stvari, ampak tudi pozitivne stvari so stres na telo. Pač tudi pozitiven stres je stres. In ko imaš ti več takih dejavnikov odprtih, se mi zdi, da pod konstantnim enim stresom in si moraš nekako postaviti prioritete, kaj zrihtati prvo, kaj mogoče pustiti za kasneje. Mogoče to, ker čutim na sebi, da zdaj, ko je ful enih stvari, sej, ko mi čakam poroko, sej mi je ful lušten organizirati vse skupaj. Sva si res na izi vzela, ker zdaj 2 leti že traja to, da sem res čim manj pod stresom, da ni komplikacij tega, ampak vseeno je toliko stvari, da se pozna to na samih treningih, da mogoče kdaj nisi z glavo 100% tam, da kad delaš eno stvar, razmišljaš o drugi in skačeš iz stvari v drugo stvar, pozabljaš stvari. Je tako. Mogoče to, da tudi pozitiven stres je stres na telo. To, kar si omenila, je res to odpuščanje zavihkov odprtih, pa tega, ne, zapri zavihek in pač naredi eno stvar dobro, ampak to naredi, ne. To je tudi ta knjiga Habits of Highly Successful People, mislim, da se je reče. Da nekako v bistvu že to, da ti vsak dan narediš eno stvar, ki je pomembna, boš na koncu leta veliko več naredil, ker če si vsak dan naredil 5 stvari na pol, ne. Nekaj v tem stilu. Ne. Ampak to, kar si zdaj govorila, meni so zmeraj ljudje govorili, ker so imeli otroke, pa sem jaz pač rekel, tukaj se mi dogaja itd. So mi se rekel, čakaj pol, ko si imel otroke. To je res.
lahko potrdim 100%, jaz sem zdaj drugo hčerko dobil. A si jo že dobil? Ja, mislim dobil, rodila se. Nisem. Ja. Videla sem, da si imel že eno, pa da je noseča, nisem pa vedela, da... Ja. Tako da je dejansko pol vidiš, da ko se pa ne gre sam zate, pa za tvojega partnerja, ne? Da v bistvu imaš ti dva bitja ali pa bitje konstantno ob sebi oziroma ko ni v vrtcu in rabiš dati pozornost ja in se moraš naučiti želeti dati pozornost ja in pol v bistvu vidiš, koliko pomembno je to, da si se ti do tiste točke naučil razumevati, kaj ti je pomembno in kam boš preostanek energije, ki jo imaš v lagu. Ne? In te da ful pred dejstva. Se ne, zakaj ti to zdaj govorim, ampak ful te postav pred dejstvo, kaj ti je v življenju zares pomembno in jaz sem se začel zavedati limita energije pa pozornosti, ki jo imam v dnevu. Prej se nisem tok. Prej sem mislil, da imam tega jaz. Bom še ta projekt začel, še to, ni panike, vse bomo shendali, bom po noči, ni panike itd. Zdaj pa pač ne zamenjam nič za ceno tega, da sem jaz lahko še zmeri pomirjen s tem, kar delam in vse. Ne? Ja, verjetno ja, če imaš toliko enih stvari, pol nisi 100% zraven pri ščirkah. Se verjetno pol začnejo tudi one to čutiti, ne? Tako da, ja, zaenkrat nisem še tam, ampak si pa želim, ja. Ful je lepa lekcija, ne? Sploh, če si odprt za njo, ampak se ja, kolikor te poslušam, pač ja, je nekaj tazga, kar bi ti pokazal prav pot, se mi zdi. Marsikomu jo, pa ne vidi tega, veš, pa je sam odpora, ne. Tudi meni se je zgodilo, da sem pač siten rato, ne. Pa sam z njimi se moram ukvarjati, pa bo kaj čajta zame ostal, pa kaj bo z biznisom, pa kaj bo uno, pa... In pol pač rabaš obdobje, da ti dojameš, žrtvo igraš, v redu je, zadihi, vzem si cajt zase, pet v mrzlo vodo, pet hoditi, karkoli ti sede. Pa pol še enkrat komentiri situacijo in je drugače, ne. Ampak šport, brez športa pa ne vem, če bi šlo. Pa se mi zdi, da ti šport tudi tako ful da, tudi za same odnose. Pa tudi, da spoznaš sebe in potem, ko spoznaš sebe in gradiš na sebi, lahko pa tudi bolj kvalitetne odnose gradiš. Pa z glave ven te potegne, ne. A veš, to, kar si rekla prej, da se povežeš s telesom. Eni ljudje sploh ne razumejo, kaj to pomeni, ker so pač 90-95% časa v glavi. Misli, delo, se uleže, razmišlja, zdaj se bom malo spočil, vzame telefon, scrolla, sam misli. Odkle dol sploh ništa. Kolikor greš ti v fitness, kolikor greš ti laufat, itd. Čutil boš telo, verjetno ga boš čutil. To mi je, jaz zdaj hodim na pevske ure. Kristini Obrežan in v bistvu sem bila po mojem 12-krat tam in pač so različne tehnike petja oziroma zdaj nisem jaz profi daleč od tega. Še. Naslednja karijera že. Ampak ona je razlagala, da moraš ti dati grlo dol, glasilko zapreti, s prepono stisniti, da moraš imeti tle vse sproščen in to moraš ti toliko zavestno čutiti svoje telo, da je težko, res težko. In v bistvu je rekla, da jaz kot športnica, ker čutim svoje telo, se ful vidi napredek, ful hitrejši kot pri ostalih. In je rekla, pri kakšnih teh, ki so bolj ne z računalnikom ali pa ki niso povezani s svojim telesom, enostavno ne znajo, ne čutijo, kaj morajo v telesu spremeniti. Tako da se mi zdi, ja, definitivno smo športniki povezani s svojim telesom. No? Ja, in jaz mislim, da bi vsak človek mogel biti fizično aktiven. Tako, pač komor omogoča telo, a ne, da je lahko fizično aktiven, da ni kakšna bolezen ali pa ne vem, da je paraplegik, karkoli tasga, a ne, da ti še vedno pač premikaš to svoje telo in da treniraš, da delaš na mišicah, da skrbiš za to. A ne. Se mi zdi, da z razlogom ga imamo tasga kot je in glede na to, kaj so ljudje pred nami mogli včasih delati s svojim telesom, hoditi 10 km, da so sporočilo predali, do 10 km, da so mleko dobili, teda, ne. Mi zdaj pa dejansko tonimo v to, da je vse klele in ne rabimo mi balkane nič delati in zato se bo plačal ceno. A ne? Ja, pa tudi ti z gibanjem valjda prekrvaviš svoje telo, prekrvaviš možgane. In jaz recimo, ko sem hodila v osnovno šolo, pa pol na gimnazijo, jaz sem videla takrat, ko sem bila kaj poškodovana, pa nisem toliko trenirala, meni so se tudi na ocenah poznali, na fokusu v šoli. In se mi zdi, da glih zato sem jaz lahko po eni strani usklajevala vse skupaj, ker sem imela kot prva strukturiran, imela sem prioritete
In v bistvu mi je šport pomagal pri tem, da sem jaz bila bolj zbrana v šoli in bolj, ne vem, da sem se lažje učila, da sem lahko sedela tudi z računalnikom 6 ur skupaj, valjda sem vmes malo ostala, se razgibala, pa pol spet nazaj. Ja, nekdo, ki mu je poškodba vzela možnost treniranja, pač razumeš pol, ker nekaj časa ne greš na gym ali pa tako, Ko priješ pol nazaj, kaj da si spet na nuli. Ne vem, kako ti to dojemaš, ampak pri meni je bilo do zdaj, če sem za dalj časa ven padel, sploh kar se tiče fitnessa, kjer sem jaz napako delal, vsakič, ki sem nazaj prišel, jaz sem se zagnal. En teden, dva, in pol pa sem bil tako, spet, in sem bil spet out. In ja, ne vem, mogoče, kaj je nekaj tazga, kar bi mogoče takim ljudem, ki se jim ta vzorc ponavlja, pomagal. Kaj bi ti rekla? Kaj je to, da začnejo na hiter in potem... Kako bi se ti lotila, če nisi nikoli trenirala ali pa si želiš začeti trenirati, pa si probala, pa odnehaš, kaj bi naredila, da bi povečala možnost, da ne odnehaš s treningi, da gibanje postane del tvojega lifestyla? Ja, jaz mislim, da vsi, ki začnejo recimo te novoletne obljube, vsi si dajo ful stvari hkrati, da začnejo 100% paziti na prehrano, da začnejo 3-krat na teden hoditi v fitness, na polno, pa mogoče še teči, pa še kaj zraven. In ti lahko to ustrajaš nekaj časa, kakšen teden, 2, mogoče mesec, ampak potem se pa začnejo stvari podirati. In recimo midva s psihologinjo, ki sva se tudi o tem pogovarjali, kako ti uvesti neko novo stvar, je fajn, da jo priklopiš neki stvari, ki že počneš. In pa recimo za fitness, da greš ti, da si določiš neko uro v dnevu in tudi, če si ti zmatran, a pa karkoli, sam greš v fitness, pa tudi, če se sam malo raztegneš tam, ampak da si nekako v rutino daš noter, ker traja po mojem, ne vem, mesec pa pol, da ti nekaj spremeš kot rutino, pa še to je treba po mojem ohranjati, po mojem še dlje časa, ampak da si daš najprej eno stvar, da spremeniš, pa začneš to dejansko izvajati konsistentno, mogoče na začetku res, da začneš počasi, recimo v fitnessu, da lažje kilaže, da začneš samo malo se strečingirati, malo kardija, potem dodaš kakšno utež, da počasi stopnjuješ, ne moreš ti oliniti, ker pregoriš. In mogoče pol, ko si to osvojil, dodaja zraven stvari. Isto za prehrano, ne vem, ko se odločajo za diete, oni grejo vse, skenslajo sladke pijače, skenslajo cukor, samo piščanca, riž, grejo iz enega ekstrema v drug ekstrem in valjda ne moreš tega zdržati. Tvoje telo je še vedno navajeno toliko pa toliko kalorij. In boš ti ful več naredil, če boš najprej samo skenslu, ne vem, sladke pijače, pa še vedno obdržiš cukor, recimo kakšen čokolado, bombone, to, potem začneš to manjšati. Sej nič ni narobe, sej tudi jaz pojem čokolado, pojem bombone, ampak ni to, da bom jaz en dan nekaj pojedla, pa se pol ne bom mogla ustaviti, pa bom celo vrečko tega pojedla. Ali pa, ne vem, da en dan začnem, hamburger pojem, pa se rečem, itak je šlo vse bom zdaj do konca dneva, karkoli bom zbasala, vas bom pojedla, pa bom začela spet v ponedeljek. Se mi zdi, da to, da počas, da dodajaš eno stvar k drugi, pa ja, da vsem posluša svoje telo spet. Ja. A opažaš pri sebi mogoče kakšna nihanja ali pa cikle, kot je lahko biti v rutini, pa kot je težje biti v rutini? Ja, definitivno. Meni se ne da vsak dan na trening. Ampak ni motivacija, ampak je neka disciplina. Imam valjda svoji cilji, to, kar sem si jih zadala, pomagajo pri temu. Ampak tudi, če bi imela jaz v glavi samo cilj olimpijske igre, ta cilj je toliko daleč, da bi si jaz lahko, recimo danes zjutraj, ko se mi ni dalo fitness 7:30, bi pa dobro se to itak šele čez 2 leti, ampak si moraš ti neke manjše cilje postaviti in te manjši cilji, če jih boš izpolnjeval, te bojo pripeljali do večjega cilja. Ti ne rabiš zdaj razmišljati samo o tem velikem cilju, ampak če boš manjše izpolnjeval, da si narediš nek plan, neko pot do tja, te bo avtomatsko privedel do tega cilja. In se mi zdi, da tudi na treningu meni se pač ne da včasih, ampak dam tisti trening vsem
probam maksimum dati od sebe, pa tudi, če je tisti dan 50%, ampak moram se tam pojaviti, moram narediti to. Včasih recimo v fitnessu si dam slušalke gor, sploh če je kakšen kardio ali pa če so kakšni maksi, ki se moraš malo zmotivirati, ampak drugače pa probam čim bolj brez muske, zaradi tega, da tudi ohranjam nek fokus, da treniram svoj fokus, ker recimo tudi na treningih juda mi smo brez muske. In če je trening 2 uri ali pa več, moraš ti biti sposoben držati ta fokus. In to tudi treniramo pol za same tekme, kad traja tekma cel dan, moraš ti zdržati in brez telefona in da uravnava svojo energijo, da nisi skozi 100% nahajpan, ampak da si lahko tam v tišini ali da malo meditiraš in ja, se ne vem, kam sem zaplavala zdaj. Eno vprašanje imam v glavi. Če bi omenila si disciplino, pa ti odko omeniš, kada je to nekaj čist naravnega. Ne? Kaj misliš, če bi mogla ti nekomu pomagati biti discipliniran? Kako bi pristopila k temu človeku? Kako bi se lotila njegovega programa za disciplino? Jo, jaz sem že toliko časa v tem, da mi je to že res samoumevno. Kako bi jaz njega stala? Kako bi mu pomagala ostati disciplinirana? Veš, ker se mi zdi, da je kle največji izziv. Ostati discipliniran. Vsak se lahko odloči, pa jutri disciplino drži. Ampak kako konsistentno, dan za dnem premaga misel, grem v to, uno misel, ki reče, ne. Mislim, tvoje telo bo itak strkmel k temu, da ti je najlažji. Pa tudi jaz imam misli, ne vem, joj, kaj če se trenerju zlažem, slabo se počutam, pa ne bom šla na trening. Ampak se mi zdi, da najbolj sam vstati pa iti. Ne vem, sam ne vem kako, ker ne morejo tega vsi. Je tudi recimo budilka zjutraj, ker veliko ljudi prestavlja pa eno, pa 2, pa 3. Tak je rok, joj, ker ima o 5:30 prvo budilko, 5:45, 6. In poma že jaz počas budilko in sem joj, ukrada si mi pol ure spanca, ker bi te najraj brcala iz posle nol. Ampak po mojem najboljše je, da ne vem, zjutraj recimo primer, da greš v fitness, dej eno budilko si naštemi, vstam pa pejte. Recimo poslušala sem podcast od Mel Robinson. Mel Robbins, ja. To. In rekla recimo isto za te budilke zjutraj, da tudi če ti ne moreš vstati, da se začneš plazati, da se do roba postle in se dol iz postle pač, in se kar plazaš po tleh, recimo do kopalnice, sam da greš ven iz te posle. Ne vem, sam začeti moraš. Po mojem je najtežje začeti, da se pripraviš do tega. Sej pol enkrat, ko si recimo, primer v fitnessu na treningu, pol steče, pol si rečeš, ajde, če sem že klejem. Kako neko disciplino uvesti, pa po mojem že od malega. Da ti mora to tudi starši malo. Da so take neke temeljne vrednote že pač ki budilka ostaneš, a ne? Ni prostora kle za bluzenje. Drugače James Clear, Atomic Habits knjiga, verjetno poznaš. Ja, no, mislim, da tam noter piše lih za gym primer, pa sem ga začel uporabljati. Da si en večer prej pripravim torbo za fitness, pa si jo dan vratam. Da naj bi to povečalo, ali pa da daš ti čevlje zateč na vidno mesto. Da ne bi to avtomatsko povečalo možnost, da boš to navado naredil. Kot pa če ti tega majhnega koraka ne narediš, ne. Ali pa nitkanje zob, recimo, ena taka, ki sem tudi jaz začel delati. Ne? Jaz nisem nitko zopa. In sploh nisem pač razumel pomena tega nitkanja zob, da posem pa pri zobozdravnici bi mi rekla, začni si nitkati zobe, ostalo je v redu. Ampak nitkati si jih pa moraš. In sem bil pa človek, pa nitko jaz sploh pač ne razumem, kje jo bom kupil, pa pol to zrihtam. No in to knjigo dobim in jaz sem imel, preden sem to začel delati, sem imel zobno nitko v omari, zaprto, 1 leto. Nisem si nitko zob, 1 leto. In pol v bistvu je tam bilo samo to je napisano. Dej si jo na vidno mesto, zraven ščetke. Sam zato, da se ti vsakič, ki stopaš noter, spomniš, da je to tam. In ni tak pride misloma, se danes ne rabim, ampak je tam. A ne spomnil si se. No in sem si začel nitkati zobe. In od takrat naprej si jih pač nitkam, redno. A veš, samo zato, ker vsakič vidim to.
Ja. Medtem, Dobro, ko sam to recimo ti vzame minuto, dve, to ni tkanje. Točno to. Zdaj pa, Ampak že to je velika, že veš. to je velika sprememba, ja. Ja. Ker zobe si vsakič umivaš. A Zdaj ti je res? verjetno že samoumevno, a ne? Tako kot umivati zobe. Ja. Se verjetno, če bi od mehkega si nitko, bi ti bilo tudi samoumevno že takoj. Točno to, a ne. Pa zdaj, če pa ti hočeš neko novo navado dajati v svoj lifestyle, ki je na začetku težka, a ne. Ja, Tle pa res to, kar si rekla, se mi zdi pač easier said than done, ampak vstam pa pejta, ne. Če si to rekel, da boš naredil, pejta, ne. In tudi takrat, ko ne greš, pa je to pravilo 24 ur, imaš, da spet greš nazaj na to, da greš, a ne. Da če je Aha, več, okej. če 48 ur mine, je verjetnost, da ne boš se več držal te rutine ful velika. Tako, kada bi rekel, iz 20% na 80% skočane. Kaj bi pa predlagal, veš kaj, jaz imam ful težave z pucanjem bidonov, šejkarjev. Ker jaz pač spijem v avtu, odložim tja in jaz, ko pridem domov, meni se unga šejkarja ne da vzeti in ji takoj spucati. In potem mine en dan in sem joj, ne da se mi. In potem ostane v avtu. In potem začne, recimo, mine 2 dni, to je bilo na soncu, to zdaj že smrdi, ne bom se jaz zdaj s tem ukvarjala. In pol edino, kar lahko naredim, je, da vržem bidon stran. In kako take stvari spremenite, Ja. ne vem, se imamo vsi težave, mislim, Ja. tako, ki jih moramo. Ne ga odloži na pulta, ne. Ja. Ne ga direkt v umivalnik, pa ga umi, ne vem, kaj bi ti rekel. Ja. A veš, ne morem ti jaz tega reči, ker sem isti. A ne? Un Pa saj se mi zaprt zdi, da bidon tam imamo- gledam vsakič stari in sem tako, a to sem veš že upravo, nisem, ja, ampak ja, je bi ga, tako je. A ne? Hujše je bilo to, ker sem ameriški fuzbal še treniral, ker je to bilo skozi v avtu. Po treningu, veš, ti si imel izotonik, neki notar, a ne, nek napitek hidracijski, si med treningom to spil in pol je to ostalo v avtu. No, in saj še to se ščitniki meni pa dogaja. čelada zraven. Ja, to pa ti. Avto je smrdel, stari, veš kako. Ma jaz, hvala Bogu, kimono pa ščitnike, to vse v klubu puščam, da se tam suši v garderobi. Valjda. Mhm. A ti kaj treniraš tudi druge? Jaz sem naredila to izpit za trenerstvo, pa izpit za sodnika. Tako da, v bistvu tako, da imela svojo skupino, nimam, zaradi tega, ker bi ful enega časa vzame, pa glede na to, da sem toliko v tujini, ni šanse. Ampak večkrat pa vodim kakšen trening, recimo tako na skupnih pripravah, glih zdaj, ko gremo naslednji teden v Izolo, v petek. Po mojih pripravah so še mlajši in pri mlajših vodim 5 treningov. Tako da to. Pa zdaj v bistvu v fitnessu sta 2 trenerja pristopila do mene, če sem odprta za kakšne individualne ure, ki imata oba otroke, da bi jih učila. Tako da sem rekla, Gym ali judo? Judo, Aha. ampak v džimu pač sta prišla do mene 2 Aha. trenerja. In salavuno pač, ja, jaz sem odprta, če lahko karkoli pomagam, komu sam, ne vem, ker nisem delala še nikoli 1 na 1, lahko probamo, nismo še začeli, ampak A veš, da je judo ba je ful dober za razvoj, veš? ja, to vem. Kaj veš ti v tem? Ja, ful je dober za samo motoriko. A veš, ti, ko začneš judo, ti se ne fokusiraš, oziroma trenerji, ni prioriteta tehnike, pa da se ti naučiš imena metov, ampak v bistvu začneš s tem bolj plazanjem, s prevali, stojo, kolesi, dotiki, zato ker se moraš ti tudi navaditi dotika z drugimi, ker se mi zdi, da enim je to tako tuje, tudi recimo objet nekoga ali pa se neznanca tako dotakniti, včasih ni najbolj naravno in to otroke vse naučiš, vse skozi igrico in v bistvu ti pol postopoma dodajaš skozi igrico kakšne elemente, ki ti bojo kasneje koristili pri judu. Plus naučiš se padati. In se mi zdi, da judo kot sam šport je res dobra podlaga tudi za vse ostale športe naprej. Pa ravnotežje, ne? Ravnoteže, ja, vse. Ja. Plazanje, skakanje, borbe. Tako, se mi zdi, da res lep spekter pokrije. Pa vsem, kar v bistvu ni borilna veščina, ampak je, kot smo se učili, edukacijska metoda, ker včasih so, recimo na Japonskem, imajo to v osnovni šoli kot obvezni predmet. In ja, se mi zdi, da ti res veliko lahko da. No?
In jaz bi svoje otroke dala v judo, Ja. sem pa bi jih ven vzela. Pri kolikih letih bi jih dala not, pri kolikih bi jih vzela ven? Prvi razred mogoče že v vrtcu, zadnji let vrtca, kaj tazga, da bi jih dala noter. Prav 5-6? Ja, recimo. Je judo vrtec, isto obstaja, potem je pa mala šola juda in potem iz male šole jude ponovadi preidejo v klube. Jaz sem bila sicer samo 1 leto v mali šoli juda, na osnovni šoli, in potem sem šla takoj v Bežigrad trenirati. Tako da, ja, že lahko dosti hiter. Zdaj, daj bi jih pa ven vzela, problem je, če otroku zagrab, rad bolj všeč ta šport. Tako da ne moreš pol kar na silo, ampak Ja, valjda, ja. ja, ne, sej tudi pol je zelo lep Ja, šport, se ne rabi biti profesionalni športnik, ker se mi zdi, da itak vsi profesionalni športi niso odlih najbolj zdravi, pač imaš svoje pluse, imaš svoje minuse, ampak overall, ja, če bojo hoteli, zakaj pa ne. In pa lahko jaz stojim ob strani, pa jih malo usmerjam. Ne, definitivno. Veliko ljudi okoli mene, ki sem občudoval, kako delajo s svojimi otroki, pa koliko jim je mar za njih, so mi omenili judo. Zato sem rekel zdaj. Ja, jaz sem mnenja, da moraš dati ti otroka v šport, pa nekaj v glasbo vezano. Ja. Izražanje neko. Jaz mislim, da ne more probati čim več stvari, no? Ampak spet ne preveč, ne? Ne, da je zdaj kar vse. Ampak tako, da probaš z otrokom skozi igro, pa skozi live, biti pozoren na to, kam ga vleče in to odpirati. Ne? Irina naša, recimo, ona pleše, razumeš? Mi gremo, zdaj je bila neka salsa dol v Kempincu, smo šli na plažo, tam mimo, ona je začela. Ne? Ona pleše, samo od sebe. Koliko je ona stara? 2,5. Ne? Ja, poje, itd. Itak, tako kot otrok se spodoba, ampak veš, ples je nekaj tazga, kar ima tudi jaz pa Ana rada zelo. Tako, sicer oba bolj hip-hop, pa to neki sva imela, osnovna šola, srednja šola, se ne me ful to žurali na to. Ampak ful je izrazen, ful je dober, ker gledaš ta malo, ki pleše, ona ne igra po pravilih. Ona gre po premika občutku telo, telesa, kakor sede. In je ful dobro to gledati in mislim, da bova to spodbujala. No. Itak pa pride ta leta 3-4 in jih začneš počasi dajati v stvari. Golf bo šla zihar igrati zaradi mene. Koga? Golf. Okay. Ja, sicer ne vem, za razvoj verjetno nilih. Mislim, mene pri golfu fajn nabija džokco. A si šla kdaj? Ja, sam to nabijati. Tako da to mi je bilo ok, da bi pa lukne, da se, ne vem, ni mi toliko zanimiv. Jaz sem se zaljubil v ta golf in mi je, ja. Pa tudi ona je šla z mano parkrat. Pa je bilo všeč? Ja, kot ta mala, enkrat sem jo jaz imel, je šla na ne vem kam točno, je bila z mano, sem rekel, da če grem na golf. In smo šli igrati in sem vzel avtek in ki je bila utrujena, stara je bila 1,5 leta po moje, ki je bila utrujena, sem jo pač uspaval v naročju in pa sem jo položil na golf voziček in sem igral do konca. Aha, sem mislil, da si jo dol na travo. Ja, ne, smo mogli se premikati. Sem si tako, okay. Ja, ker sta malo na golf, pa ona ni ven, sem rekel, lej, pač kaj, probo sem in šlo mi je. Pa je imela svojo palco, tako mehno? Ona ima tako plastične palčke, take, ja, ampak to ni, ja, veš, to ne razumeš, ona swinga, tolča, ne, razbija. Ampak šlo se je za to, da gre zraven, da jo vključim. Sem rekel, lej, če ne bom mogel pač igrati, bom se z njo ukvarjal, ni panike, sem pripravljen to sprejeti. In ja, po 3-4 luknjah je rekla, da je zaspana, sem jo spavil in spala 2 ure. Kako pa misliš, da mislim tako? Ker veliko ljudi govori, da se ti life čisto obrne na glavo, ko dobiš otroka. Jaz sem mnenje, da lahko, nimam še otrok, bomo videli pol, ampak da lahko ti otroka ful prilagodiš svojim aktivnostim. Sam se mi zdi, da si moraš upati kot starš, valjda, če je z otrokom vse v redu, da je zdrav. A misliš, da si ti res tako iz tvojih izkušenj vse obrne na glavo, ali lahko dejansko furaš svoj life in otroke opiraš v to? Mislim, da ful pomaga to, kar sva midva z Ano se oba strinjala že takoj na začetku, da nas ne bo strah oviru pri tem, kar bomo delali v življenju. In tudi, če je nekak iz okolice projiciran strah, ne moreš s toliko majhnim otrokom recimo na potovanje, sva probala vedno neko kontramisel, da temu kot recimo, lej, otrok rab mamo in to je to. Ne glede na to, a je mama doma na kavču, a je mama na avionu, otrok rab mamo in pač, če bomo lahko šli, bomo šli. Plus, da je neka infrastruktura tam, kamor gremo, če slučajno do česa pride, da imamo blizu bolnico in lahko poskrbijo za tega otroka. Ne. No in smo to tudi naredila. Irina je v prve pol leta, smo bili 3-krat na letalu. A veš, in ti ful da. Zato, ker ti pol, ko rata otrok večji,
vse te izkušnje, nekako ti otroku delaš life zanimiv, tako da ga sebi delaš zanimivega. In on doživlja stvari s tabo. Če boš ti prilagajal svoj life otroku, a boš delal svoj life zanimiv ali ne? Verjetno, da ne. Seveda narediš kaj za otroka, pa greš koničke gledati, pa greš 5krat na isto igrišče, pa to, ja, se štekamo. Ampak, ko pa neke take odločitve sprejmaš, pa si rečeš, ok, dajmo, ona je z nama na dopustu, veš, nismo šla na dopust za njo. Njo s sabo vzamemo. In tudi zdaj, pa ta drugi, pač bomo probali to nadaljevati. Tako da se mi zdi, da bi se ti life na glavo obrnil, ne? Ti pa postal pred faco, da pogledaš svoje prioritete, da nehaš delati stvari, ki jih mogoče ne bi več rad delal, da znaš mogoče malo drugače čas razporejati. Pa ja, da se zavedaš, da moraš svojo pozornost namenjati še nekam drugam, čist brezpogojno. Tudi takrat, ko se ti ne da. In tle pa, veš, nimaš druge. Tako da, ja, to bi ti rekel. No. Ok, dobro, zdaj si mi dal malo, ok, v redu bo. Ja, itek, da bo v redu, mislim. Ne vem, kako sta s tvojim zrokom, si rekla, Rok, ne? Ampak če skupaj držita, če se pogovarjata, če imata neko odprto komunikacijo, če se imata res rada, če se zavedate, da sta vidva proti izzivom, ne drug proti drugmu, vama bo vse rata. Pač jaz mislim, da je on res prvi, ki ima z njim toliko dobro komunikacijo, ki se lahko res v bilo čem pogovarjam z njim, je odprt, zna izraziti svoje čustva, tudi pove, če mu kaj ni okej. In pač se mi zdi, da je res ključno to, tudi da ti človeku zaupaš, da on zaupa meni, da jaz zaupam njemu, ker ti kot profesionalni športnik, če nimaš tazga partnerja ob sebi, je res težko, da grem jaz nekam na priprave ali pa tekmo in da ni zaupanja iz obeh strani, to ni šansa, da obstane. In tudi hvala Bogu je fizioterapeut, tako da imam še to srečo, da me lahko rihta. In ja, mislim, da sem res zadela jackpot z njim. Kaj pa bi, če bi njega zdaj jaz vprašal, kaj mu je najbolj všeč pri tebi, karakteristično, kaj misliš, da bi rekel? To, da sem iskrena, ampak ne v tem smislu iskrena do njega, to valjda, ampak tako do sebe, da se ne bojim, kaj bi si drugi mislili, da sem taka malo nora, posebna. Tako, da sem jaz, pristna jaz, da sem lahko doma oblečena k fantek, tako, da mi ni beti, s figo na glavi, brez make-upa, kamorkoli, da ne vem, da plešem po stanovanju, da pojem, da ne vem, se norčujem, to po mojem, da mu z mano ni dolg čas. A te je on spodbudil, da greš na pevske vaje? Veš kaj, jaz sem hodila k klavirju, naredila sem nižjo glasbeno šolo in tako, posluh imam, ampak sem se vedno hotela naučiti pravilno peti, ker je tukaj enih tehnik in ti tako, ko natrenira svoje telo, lahko natrenira svoj glas, svoje glasilke. In sem rekla, ja, zakaj pa ne gremo probati, ne? Sem najprej hodila k Davidu Amaru, samo on je šel pol na ta znan obraz, ima svoj glas, ta hrvaški. Tako da sem potem začela Kristini hoditi. In ja, mi je ful všečno. Ja. A pa se vidiš mogoče kot nekoga, ki bi kakšno svojo pesem tudi pol posnela, ki je zapela, ali čistko hodiš? V bistvu čistko hodim, ampak da bi posnela pol pesem, mogoče tako, kot Tina Maze. Ja, ne vem. Ne vem, nisem razmišljala še o tem, mogoče pa, zakaj pa ne. A pa tako, da bi kakšno drugo pesem odpela, pa ali res čist sam zase to delaš? Čist sam zase. No, lepo. Pa za svojega, ne? Doma polon posluša. Mislim, ja, tudi malo. Pač. Ja, kulka je, no. Povej mi še, kako se počutiš? Na začetku je bilo malo živčko, malo treme. Ja, sem se sprostila. V redu.
Tako, upam, da sem povedala kaj pametnega za gledalce. Nisem si znala li predstavljati, itak sem predvidevala, da bo v športu pa v olimpijskih igrah, ampak kam bo to zapeljalo, ker vem, da imaš ti res dobre goste in lahko zaplavate v različna področja. Tako da sem se hotela čim manj pripravljati na to, da positi pač kamor bo pelu, pogovor bo pelu. Zdaj mislim, da so pokrila veliko enih stvari. Tako da upam, da bo dobro izpadalo, upam, da je tako, kot si zamislil, da si od mene dobil kakšne informacije. Mislim, jaz sem užival v pogovoru s tabo, še enkrat sem pač hvaležen, da si prišla. Ne? Hvala tebi, da si me povabil. Ja. Pač res mi je včas biti na takem podcastu, tako. Se mi zdi, da imaš res močno publiko in res dobre goste in tako se ne počutim glih kompetentno z vsem, ampak pač ful dobro. Ja, mislim, hvala, da tako vidiš ta projekt, ampak jaz imam tukaj občutek, da sva bila na enem surfu in sva pač surfala skozi vesolje in pol kamer naj jo pelali, odkje naj jo pelali. Tako ni neke agende, veš, da bi rekel, z njo moram pa nujno kaj, pa sem. Vse po naravi, tako po researchu, veš, ker sem imel zapisan dosežke, pa kje se je kaj tazga zgodilo, da sem vedel, da bojo olimpijske igre, pa to, kar sva se že takrat pogovarjala, čisto iz vidika, kako si šla čez to, čez ta mrk, ki si ga sama naredila, ne social medijo. Tako, ne bi pa zdaj filozofiral, pa te daj v pozicijo, da mi moraš zdaj veš, neki intervju odgovarjati. Ja. Tako se mi zdi, da pač pol, slej ka prej, ki se s človekom pogovarjaš, takole, v takem formatu, prideš tako po naravi na tematike, ki so obema zanimive. Veš. Disciplina, šport, telo, treningi itd. In pa pač se pogovarjaš o tem, ki se pogovarjaš. Tako da ja. Ne, se veliko boljš nek sproščen pogovor, kot intervju. Tega sem že toliko dala čez, da mi je že dolgočasno odgovarjati na ena in ista vprašanja. Ja. Ki so pač z nekim namenom tam, kakršnim koli so. Ful dobro. Kajžer, jaz ti želim veliko sreče. Ne vem, zakaj imaš emoji, ki me gleda zdaj na svoji uri, ampak ja, ta emoji se skozi spreminja. Tako da, da sem tega rabo videl. Zdaj dinozaver. Ja, hvala ti. Hvala tebi. Ja, Jakob, kat. Če ti je bila epizoda všeč, pol je del s svojimi ljudmi. Projekt lahko podpreš tako, da subscribaš ali pa v opisu pogledaš še ostale možne načine. Tukajle imaš pa že naslednji predlagan video, če bi rad gledal Underdog vsebine še naprej. Lepo bod.